Pozdravljeni na našem webinarju. Moje ime je Kristina in sem del ekipe, ki upravlja spletno mesto mojpsihoterapeut.si. Izrekam iskreno dobrodošlico na našem današnjem webinarju, prvem v oktobru, mesecu duševnega zdravja. Z našo današnjo sogovornico bomo raziskovali socialno anksioznost, njene simptome, kako si lahko ob njej pomagamo. Za začetek pa nekaj tehničnih zadev. Webinar se snema. Povabljeni ste, da med dogodkom vklopite kamere, vaši mikrofoni pa so zaenkrat utišani. Če se vam med webinarjem porodi vprašanje, ste lepo vabljeni, da ga napišete v chat, na koncu pa boste imeli možnost vklopiti tudi mikrofon in ustno zastaviti vprašanje. Lepo pozdravljam našo današnjo sogovornico, Jernejo Hribar-Vuković. Jerneja je specializantka sistemske psihoterapije, ki pri svojem delu uporablja tudi tehnike geštalta, čuječnosti, hipnoze in dela s sanjami. Izobraževala se je na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, izvaja individualno in skupinsko terapijo pod supervizijo, k terapevtskemu procesu pristopa celostno z upoštevanjem vseh razsežnosti človeka ter zavedanjem, da ima vsak svoje vire in sposobnosti, ki jih lahko uporabi na poti proti svojemu cilju. Jerneja, zelo sem vesela, da si se odzvala mojemu povabilu in se pridružila današnjemu webinarju. Prepuščam ti za začetek besedo in lep pozdrav. Super, hvala Kristina za tale lep intro. Tudi jaz se vsakič znova veselim povabil s tvoje ali pa z Natašine strani. Vedno znova je to en izziv. Ampak glede na to, da danes govorimo o socialni anksioznosti, se bo dalo še marsikaj na to temo tudi povedati, o izzivih. Res je. Socialna anksioznost se nekako dobro povezuje s tem, tudi pri meni je dobro znano vsakič pred takimle webinarjem, kot je tale. Vedno je zanimivo iti pred množico ljudi, pa če tudi samo online. Pa če lahko kar se vrževa noter v tole temo. Torej, kaj je socialna anksioznost, katera čustva jo spremljajo, če boš predstavila malo? Okay. Naj začnem s tem, da verjetno veliko od vas je tukaj zato, ker vas tema zanima. Mogoče imate tudi sami kakšno vprašanje z tega področja ali pa imate koga od bližnjih, ki se spopada s to temo, ne. In pravijo, da je najboljše, kadar imaš kakšnega takega sovražnika, ne, da ga dobro spoznaš, ne. Še boljše pa je, ne, če tega sovražnika spremeniš v prijatelja, ne. In zato ga moraš ravno tako dobro poznati. Tako da bomo šli danes v bistvu kar majčkeno skozi, pa bomo pogledali, kaj ta socialna anksioznost je, kdaj je to mogoče nekaj normalnega, vsakodnevnega, s katero se vsi srečujemo, pa kdaj mogoče to preseže v neko motnjo, ne. Tako kot si rekla, Kristina, pred vsakim takim dogodkom, ne vem, ko si izpostavljen pred več ljudi, ko narediš nekaj, kar te drugi opazujejo, so prisotni, ne vem, eni bi temu rekli metuljčki, eni bi rekli vznemirjenost, ne. In to je v redu na nek način, zato ker to pomeni, da se lotiš stvari, da ti je ena stvar pomembna, da se pripraviš, da si mogoče majčkeno bolj fokusiran, ne. Ta funkcija je v redu, ne, in ta situacija, to stanje je normalno, ne. Zdaj, naslov današnje teme je bilo nepreobčutljiva varovalka in kako jo nastaviti, ne. Dokler ta varovalka, ne, jaz sem rekla, da ne bom kakšnih čudnih pojmov predstavljala in sem se prav poglobila, kaj varovalka je. Varovalka opozori, da je prišel prevelik tok in vrže ven, ne. In kadar je res nekaj v našem življenju takega, da moramo biti tam pri stvari, nas v bistvu ta tesnoba opozori. Ej, pazi, tole je ena nova situacija, ne. In če je to na mestu, ne, in če se ne pojavlja prepogosto, je to okej, ne. Ko nas pa to ovira v vsakdanjem življenju, je pa to nekaj, s čimer se moramo srečati, malo bolj pogledati, pa začeti reševati. Ker prej, ko začnemo reševati, prej je verjetnost, da se bomo iz tega kroga ven odpletli, ne. Kje bi bilo merilo tega, kdaj je preveč, ne? Zdaj,
če se to pojavi, ne vem, tu in tam in ti normalno funkcioniraš, je to v redu. Če pa to dlje časa, ne vem, zdaj nekje 6 mesecev, da je to redno vsak teden, ne, potem pa pomeni, da v bistvu je to preveč, ne, in takrat lahko razmišljaš o tem, kaj bi lahko naredil, ali greš v eno vrste samopomoč, ne, ali greš na terapijo, oziroma pa so pač nadaljnji koraki, ki jih lahko narediš, ne. Kje to opaziš, ne? Kje se najpogosteje to pokaže? Ko greš ti pred ljudi, ne? Ko imaš z nekom stik, a umikaš pogled, a si upaš v množico, ali ti je naporno, a greš v nastop, ne? Ali ne greš, ne? Tudi mogoče nekateri pravijo, se bom samo popravila, nekateri pravijo, da imajo občutek, da so opazovani, ne? In to, ko se gibljejo, ko jejo, karkoli pač počnejo, da jih skozi nekdo opazuje. To je en znak, en simptom, ne. Kaj se skriva za tem? Katera čustva se skrivajo? Strah, sram, tesnoba. In v ozadju za tem strahom, sramom, tesnobo so pa naše potrebe, ki so ponavadi to, da smo sprejeti, da smo ljubljeni, da smo del skupine, predvsem pa, da smo v stiku, ne. Ker ta sram pa strah nas v bistvu varujeta, da ne bi tega stika izgubili, ne. Če gremo mi zdaj, ne vem, nekam se izpostaviti, ne, in bomo nekaj, ne, to so potem te katastrofične misli, ne, bomo čisto zamolčili in potem ne bomo več del te skupine. To je ta pretiran strah, ne, na primer. Ampak je pa paradoks, da v bistvu, ko to počnemo, se ponavadi začnemo izogibati takim situacijam in s tem si v bistvu sami jemljemo stik, ki ga sicer imeli, ne. Tako, na tak način mogoče. Katere simptome pa moramo biti pozorni pri svojih bližnjih ali pri sebi? Simptomi so zelo različni. Delimo jih v 3 mogoče malo večje skupine, to se pravi to, kar opazimo fizično, to, kar se dogaja na našem kognitivnem, mišljenjskem nivoju, in pa to, kar najlažje opazimo, to je pa ponavadi vedenje, ne. Zdaj, če začnemo mogoče kar s tem fizičnim delom, ne, kaj se dogaja, kaj opaziš recimo pri sebi, mogoče to pri drugih mogoče malo težko opaziti, razen določenih, saj bomo šli skozi pa bomo videli, pa si bo vsak mogoče lahko lažje predstavljal. Pospešen utrip srca, pol imajo kakšni čutijo, da jim kot srce preskakuje, glas se trese, tako kot se meni zdajle, na primer. Potem je suha usta, ne, glavobol, prazna glava, kot da bi imel meglo. Tukaj sem si še nekaj zapisala. Nekateri potem zardevajo, nekaterim se tresejo roke, nekatere zebe. Pride včasih tudi do kakšnih takih malo bolj intenzivnih čustev, ki jih jaz recimo delim v 3 skupine, to se pravi, da imaš občutek depersonalizacije, da to nisi ti, ne. Vem, da mi je klientka enkrat opisovala, ena izmed klientk opisovala, da v bistvu ve, da se ona premika, da čuti, da vidi svoje noge, kako se premikajo, ampak da se ji zdi, da to niso njene noge, da se gleda od daleč, na primer, ne. Potem je tudi občutek derealizacije, ki pomeni, da v bistvu, da se ti zdi, da ne pašeš v ta svet, da je ta svet nekako drugačen. Tukaj je bil en tak zanimiv primer, ko je klientka rekla, da ko mora, ne vem, v službo delati, kadar ima obveznosti, kadar mora priti v stik, to je od ponedeljka pa do petka, so dnevi drugačne barve, kot je sobota, nedelja in prazniki, ko je ona lahko doma, je mirna, je sproščena, tako da to mi je bilo tako res nekaj zanimivega, kako v bistvu lahko ta notranji svet, ne, ta percepcija naša, kako je lahko popačena, ne, v trenutku, ko smo v stiski, ne. Vsi ti fizični znaki lahko tudi eskalirajo, kar pomeni, da pridem, ne vem, v končni fazi lahko pridemo tudi do kakšnega paničnega napada, ki pa izgleda tako nekako, da oseba razmišlja o tem, da bo, ne vem, da se bo nekaj hudega zgodilo, da to ne bo za zdržati,
Prvič ponovadi niti ne vejo, da gre za panični napad, ne, mislijo, da imajo, ne vem, srčni napad, ne, in grejo ponovadi na urgenco in potem ugotovijo, da je z njihovim srcem vse okej, da pa so v bistvu v toliko močni stiski, da v bistvu, da se jim to pač kaže tudi na telesu, ne. Zdaj tisti, ki poslušate mogoče, evo, in se s tem spopadate, sem pripravila nekaj tehnik, ki so vam lahko v pomoč, kadar se kaj takega zgodi. Tako da, če imate kakšen svinčnik, si pišite, magari pa bodite zraven. Predvsem bomo probali pogledati. Ena izmed možnosti je, to je predvsem takrat, kadar so ti panični napadi toliko močni, da v bistvu pride do preveč kisika v krvi. Nekaj odmeva. Da pride do preveč kisika v krvi in potem se v bistvu začnejo ti mišični krči. Ne vem, če kdaj to občutil, vidi, da se pol tudi v bistvu roke se tako obrnejo, pač prsti, vse se zateguje. In takrat je ena zelo taka luštna tehnika, ki jo sicer vidite v filmih, pa ne, mogoče se komu zdi, da je to ne skem, ampak ni, ne, dejansko deluje. V bistvu papirnato vrečko vzameš, pa dihaš v njo. V papirnato vrečko, ko izdihuješ, je več CO2-ja, kar pomeni, da posledično raven kisika v krvi pade in prideš spet nazaj v bistvu na neko normalno stanje. Zelo taka luštna tehnika je tudi, pa me je kolegica psihodinamika, ki mislim, da danes tudi poslušam, opomnila, da oni to delajo tako spontano. Ja, super, ko ti rata, delaš spontano, dokler ti pa ne rata, delaš pa po korakih. Tehnika je 5, 4, 3, 2, 1 in je tako, da ko se ti začne dogajati, da čutiš več tesnobe, ne, se usmeriš okrog in pogledaš, kaj imaš okrog sebe. Ja. Najdeš 5 stvari, ki jih vidiš, potem 4 stvari, ki jih čutiš. Ne, tudi mi zdaj recimo, to, da sedimo na stolu, da nam roke nekje počivajo, da čutimo glavo. Potem lahko 3 stvari, ki jih slišiš. Jaz imam tukaj na primer zvoke soseda, pa moj glas na primer, mogoče glas nekoga od vas. Potem se osredotočiš na 2 stvari, ki jih mogoče zavonjaš. Parfum. Tisti, ki ste doma, mogoče kakšna vonjava s kuhinje. In na koncu še tisti, ki ste bolj, ki imate brbončice bolj razvite, kaj čutiš, kaj okusiš. In tako lahko vsakič prideš v en tak stik s sabo, z okolico. V angleščini se temu reče grounding, ne vem čisto točno, kakšen bi bil slovenski izraz, mogoče prizemljitev, ampak to, da si tukaj, zdaj v prostoru, da opazuješ. Temu sledijo tudi vse tehnike čuječnosti, ne, da si bolj osredotočen na vse, kar se dogaja, ne, in s tem v bistvu daš prostor, da vse, karkoli je, da opazuješ, da si s tem. Ja, ena tehnika, ki tudi pomaga, je predvsem usmerjena na dihanje. To se pravi, dihaš skozi nos in zraven šteješ. Namen tega je, da se ti umiri parasimpatično živčevje, ne, ker simpatično ga aktivira, parasimpatično ga deaktivira. Dihaš pa tako, da greš pač do 5 šteješ, ko vdihuješ, zadržiš 2 pa do 7. Tako da, če gremo zdaj, mogoče lahko vsak pri sebi proba, da boste imeli tudi izkušnjo. Okej? Kar gremo. Vdihnemo skozi nos, štejemo 1, 2, 3, 4, 5. Zadržiš. Pa ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enemu je že mogoče, komu je že zmanjkalo sape vmes, ampak pol, ko vadiš, bistvo tega je, da je izdih daljši, da ga prolongiraš, da umiriš.
kakšni se mogoče zvečer ne morejo tako umiriti, ne, in lahko takrat to tehniko uporabijo. Taka lušna. Ok, zdaj smo samo moči, smo prišli naprej na simptome. Ne? Gremo kar na ta. Kristina, si hotela kaj reči? Ne, sem dihala s tabo. Super. Drug del teh simptomov je predvsem to, kar opazimo pri sebi. To boste težko zdaj pokukali v vašega bližnjega, ampak boste pa mogoče iz njegovih besed prepoznali, kaj se mu dogaja. Ne? Pri mišljenju so zelo pogosta ta negativna prepričanja oziroma negativne misli, no pač povezano. Ne? To so ena taka močna prepričanja, da smo neustrezni, kadar se znajdemo v določeni situaciji. In ta prepričanja so nekje globoko v nas, včasih so nezavedna in skupaj s tem prepričanjem so ujeta tudi ta čustva. Zato je to pomembno, da jih nekako, da v njih spregovorimo. Ne? Na način, da v njih spregovorimo, je lahko na terapiji, lahko jih pa tudi v bistvu na druge načine sami, ne? Ali mogoče v enem pogovoru z enim res dobrim prijateljem, ki je pripravljen poslušati, na način, da tudi lahko kakšno stvar napišemo, tako da gre ven, kar seveda lahko ozavestimo, ni to vedno vse. Ne? Zdaj, primer takih negativnih misli je, neumno bom izpadel, sramotil se bom, štorast bom videti in podobnih. Ne? Ja. Zdaj, jaz na terapiji grem dostikrat v te najslabše scenarije, ne? Ko nekdo reče, joj, sramotil se bom, ne? Ok, ne, ko bom nastopil, bo šlo vse narobe, ne? In potem jaz imam tukaj en transkript, no, ampak ni, no, ene terapije, tako malo namišljen, ampak lahko bi bil zelo realen. Naprimer rečem, ok, rekel si, da se bojiš nastopati. Ja, bojim se, da bom izpadel neumno. Ja, in če izpadeš neumno, se bo zgodilo kaj? Ja, vsa ta moja družba me bo imela za manj vrednega. Ja, in potem se ne bodo hoteli več družiti z mano. Ne, to zdaj malo sem poenostavila, ampak to gre skozi več vprašanj. Ne. In potem jaz v bistvu dam to prvo trditev, pa to zadnjo, ne, skupaj. Tako, hočem narediti čim bolj, da je paradoksalno. Ne. Torej, če te prav razumem, ker ne boš nastopil, se ne bodo več družili s tabo. To je to, eno samo dejanje in padeš ven, ne, namenoma, to je mečken provokacije. Ne. In potem ponovadi reče, ne, to pa ne. Ne, tako pa ne gre. Aha, imaš drugačno izkušnjo, ne? Poiščem eno izjemo, kjer je drugače. In potem klient ponovadi pove eno izjemo, ne, sej to pa ne, sej se mi je že zgodilo, ampak so me sprejeli, pa so rekli, da sem kar dober v delu, pa tako, ne. In potem, aha, lej, tako, kako pa bilo ti? Ja, sej je bilo fajn, ker sem v bistvu dober naredil, pa sem speljal, tam sem se malo zmotil, ampak je šlo. Aha, in kaj si se počutil? Ja, sem bil kar ponosen. Super, ne. In širiš ta del, ki je dober, ne. In pol seveda, ne, gremo v efekt snežne kepe. A je bilo še kdaj kaj takega? Kakršnakoli stvar, ja, pa nekaj pa bilo. Ne? In nabiramo. Ne? Zdaj včasih klient reče, ne, nič ni bilo. Ne. In potem ga rečem, ok, ampak kaj bi pa tvoj dober prijatelj rekel, ali pa tvoja mama? Ja, ona bi verjetno rekla, da tle mi je pa ratalo, ne. In ne, če pa še tam reče, da nič ne, kaj bi pa rekla, če bi rekla, ne, da nič ne reče ona, ne. Kaj bi pa rekla, če bi rekla? Ja, mogoče bi pa, nekaj bi pa najdla, ne. Tako da, toliko časa iskati, ne, to je bolj v terapiji, sam to težko delaš, ne, razen če imaš enega dobrega partnerja, enega prijatelja, ki res hoče dobro, pa te malo izziva in se lahko ob njem učiš, tako da on pol v bistvu pomaga tole najti, drugače se pa to res v terapiji zelo dobro naredi, ne. V kateremkoli odnosu, pravzaprav, ker te nekdo res posluša in ti pride naproti. Ker ljudje smo pač odnosna bitja in se učimo drug od drugega. In iz svoje prakse lahko rečem, da najhitrejše v terapiji napredujejo tisti, ki tudi v svojem zunanjem življenju gledajo, kaj drugi delajo in se od njih učijo in kopirajo in probavajo in testirajo in popravljajo in spet testirajo in popravljajo in se učijo in tako dalje. Zdaj, če nimaš sogovornika, pa če ne hodiš še na terapijo, pol daš svinčnik v roko spet, ne, pa pišeš zdajle.
Ena možnost je, da v bistvu ozavestiš kakšne take prepričanja ali pa misli, da zjutraj na vse zgodi pišeš dnevnik. Takoj, ko se zbudiš, nič prej ne narediš. Vstaneš, pišeš dnevnik. Zakaj? Zato, ker ti si bil še malo prej v enem čist drugem stanju zavesti, ko si spal, ko si sanjal, in ta prehod še ni čist narejen v budno stanje. In takrat v bistvu lahko imaš tako malo špranico, kjer lahko prideš do tistega dela, mogoče, kar sicer ne bi. Tako da to je ena opcija, potem imaš pa še drugo opcijo, kjer potrjuješ tisto, kar je dobro. To pa pišeš zvečer. Zakaj si hvaležen? Kaj ti je ratalo? Kaj ti je uspelo? Na kaj si ponosen? Kjer del je šel dobro? In s tem pa večaš pa tista snežna kepa, s tistim pa delaš v bistvu fokus na dobro, fokus na tisto, kar ne raste. Tako da, evo, zdaj smo prišli nekako čez te, pri miselnih je še en del, ki se mu reče negativna pristranskost. To je nekaj, kar imamo v bistvu evolucijsko vgrajeno. Vsako živo bitje v bistvu se premika od neugodja k ugodju. To se pravi stran od bolečine, stran od strahu, stran od vsega, kar nam ne prinaša, vse, kar nas bi lahko potencialno ogrozilo ali pa nam zmanjšalo možnost preživetja. To imamo vse noter, ne. Kar pomeni, da smo že v osnovi majčkeno pristrani in da se nam recimo te travmatski dogodki ali pa kakšni neprijetni dogodki dosti bolj usedajo v spomin, kot pa, ne vem, srečni trenutki, trenutki veselja, trenutki uspeha. In iz njih se tudi največ naučimo, ker pa življenje je oboje, ne, to se pravi, rabimo, da preživimo, da živimo kvalitetno, rabimo trenutke, ko se učimo, pa rabimo trenutke, ko imamo varno bazo, ne. Zato je pomemben tudi ta fokus na te dobre stvari, na to, kar nam je ratalo. Kaj sem hotela tukaj še povedati? Ja. Še en eksperiment je, ki to potrjuje, da smo bolj nagnjeni k temu, da zaznavamo tisto, kar je ogrožajoče, kjer se v bistvu ta naš notranji, ta limbični del možganov, amigdala, aktivira bolj. Delali so en eksperiment, kjer so zelo hitro prikazovali slike, da so jih ljudje gledali in potem so opazovali, kaj se pri njih dogaja v možganih. In ko je bila slika, ki je bila, ne vem, jezna, grozna, žalostna, je bil ta respons hitrejši, močnejši. Ko so bile pa nevtralne, srečne, je pa to trajalo manj časa, tudi kasneje so jih zaznali, pa manj intenzivne so bile, ne. Tako da to je ta pristranskost. Ja. Zdaj, en lep primer je bil iz moje terapevtske prakse, kako krepiti pogled na lepe stvari, ne. Pa kako spreminjati v bistvu ta prepričanja. Klientka je prišla, imela sva njeno življenjsko zgodbo in sva gledale in so bili sami slabi trenutki, ne. In potem sva rekla, okej, kje pa so bili dobri, ne. Ja, tukaj je pa bil eden. Pa tukaj je bil en, ne. Ona je še to povezala prav z enim letnim časom. Sem rekla, okej, super. Fino. In potem sem ugotovila, da je v bistvu teh period zelo veliko vmes, ne. Vmes so pa one slabe. Lepa, dobra, slaba, ne. Potem se mi je tako ena taka luštna metafora ali pa analogija se nama je skupaj pravzaprav porodila, da v bistvu tako kot letni časi. Pomlad vso energijo jemlješ, ne, zato da bojo listje pognali, da bo drevo, ne vem, šlo čim višje gor, ne, proti soncu, ne. Tako je tudi pred vsakim, recimo, ne vem, nastopom, dogodkom, kjer se moraš z nekom srečati, ja, pobereš svojo energijo, ne, se aktiviraš, da greš, da narediš korak. Potem je trenutek srečanja, ne, oziroma poletje, ne, ko vse cveti, ne, ko pač, ne, je namen, da dosežeš cilj, da nekoga pozdraviš, da nekomu napišeš SMS, ne, to so vse te stvari, ki so mogoče za nekoga samoumevne, za nekoga, ki ima pa socialno tesnobo, pa ne. Ampak ko to narediš, ne, potem pride jesen in rečeš, glej, kako lepo, sadovi tega, ratal mi je, poklical sem, nekdo mi je vrnil klic, uspel sem biti v družbi, ne. In potem pride zima, ko počivaš, pa akumuliraš energijo.
pa študiraš, kaj bo naslednji podvig. In potem se tako vrtijo v bistvu letni časi. Je pa včasih tako, da ko nekdo pride, ali pa ko začnemo terapijo, ima eno tako fino prepričanje, pa eno tako ustaljeno vzorec, da jaz pač ne morem, meni to ne gre, in pol počasi začnemo premikati, pa premikamo in potem prije, ja, ampak okej, če mene ne bo strah, kaj pa to pomeni zdaj zame, to je bilo zmeraj del mene, kaj bo za moje bližnje, če mene ne bo več strah. Pa bom šel jaz drugam, potem bom jaz se preselil, cel kup enih vplivov bo. In to je to, da je ta situacija, čeprav je neudobna, najbolj poznana. In je kar precej časa treba delati na tem, da v bistvu spoznaš drugo pokrajino. Kot da imamo, koliko se me vidi tukaj, da imamo eno pokrajino, potem je v bistvu nov vzorec, ki ga delamo, ki je pa druga pokrajina. Tukaj se pa jaz upam, tukaj se pa spustim v situacijo, tukaj pa jaz lahko govorim, tukaj pa jaz lahko neovirano pišem SMS-e, kličem, ni me ničesar več strah. Ampak preden prideš do sem, je poln teh, super, pa nazaj. In zato je najbolj pomemben del terapije, ko že enkrat spoznaš ta drugi del, da ne greš tako, pol eni reče, fajn, meni je rad, ali 3-krat sem šel na sestanek, povedal sem vse, kar sem hotel, zdaj pa jaz terapije več ne rabim. Takrat je fajn, da ostaneš vsaj še nekaj časa, zato da v bistvu probaš v drugih situacijah, zato da to utrdiš, da to traja. Da ni potem tako 3-krat tirata, čez 2 meseca, pa bi pa mogoče šel še na kakšno terapijo, samo malo ti je pa narobe. Ostani takrat še tistih par srečanj, stabiliziraj to. Boš več naredil. Pa imel boš občutek, da drži, čeprav se še vedno kdaj zgodi kakšen relaps, tako kot to življenje, ampak da si bolj suveren. Ja, potem so pa ti simptomi, ki jih pa v bistvu najlažje, jaz sem samo malo vode vzela. Potem so pa ti simptomi, ki jih pa najlažje opazimo pri bližnjih, ker so v vedenju in gre vse v smeri tega izogibanja, bega. Ponavadi je to, da ostajajo doma, da zbolevajo, da namenoma zamudijo, se skrivajo, manj govorijo, se probajo nekako zmanjšati, se meni tukaj, meni se meni, da vidite, se mogoče bom majčkeno počasi, pa bom zviznil, ampak vse to, pa tišji glas, Jaz se spomnim mene klientke na začetku, ko je prišla, jaz se sploh nisem slišala. S časoma potem po nekih srečanjih je pa začela bolj na glas govoriti. In sem jo lahko bistveno lažje razumela, ampak ona je bila navajena, da je bila pač tih, pa tudi težko je bilo, roko na srce. Tako da to je tako nekako o simptomih. A so kakšni simptomi, na katere moramo biti pozorni prav pri otrocih ali pa najstnikih? Ja, so. Ponavadi pri zelo majhnih otrocih je to obešanje na starše zelo intenzivno, tako da otrok nikakor noče spustiti. Ampak to gre prek tiste običajne faze, ko je recimo, ko se otrok ga uvajaš v vrtec, pa traja nekaj časa, da se navadi. Ampak ti otroci se zelo oklepajo staršev, zelo ne marajo vstopati v nove situacije. Neki mogoče ljudi sprejmejo, vse ostalo, kar je novo, je za njih tako preveč. Običajno je tudi več joka. Spomnim se enega otroka, tudi to je simptom, to se pravi, da jih zelo veliko boli trebušček. Spomnim se otroka, ki je recimo, bova to kar spustila, bolje ga je trebušček vsakič, ko je mogel v novo situacijo, da ne bomo preveč časa na tem porabili, sem se zdaj spomnila. Pri najstnikih je pa tako, že tako so majčkeno odmaknjeni, ampak če je to, tukaj moramo paziti, da ne zamešamo introvertnost pa socialno tesnobo. Introvert je nekdo, ki je zadovoljen s tem, da je sam s sabo in njegova energija je usmerjena nekako na to, on energijo dobi iz tega, da je sam, da v bistvu ustvarja, da mu je v redu in vsake toliko časa, ki mora kaj narediti, gre in naredi. Nekdo, ki ima pa tesnobo, najstnik, se pa čist zapre v en svoj svet, zaklene, ne bi komuniciral, ne bi nič pošiljal, vsakič, ko mora kakšnega profesorja nagovoriti, je stiska, a mi lahko pomagaš, tako, tam opaziš.
Ja. Kako se pa razvije ta socialna tesnoba? So v bistvu eni 4 faktorji, oziroma so 4 faktorji, to se pravi genetika, potem so okoljski, družbeni, pa sama struktura, biološka predispozicija v možganih oziroma v ravnovesje v možganih teh kemičnih nevrotransmiterjev. Zdaj pri genetiki je možno, da se razvije, če imaš to predispozicijo, ni pa nujno. Če imaš nekoga v družini, ki že ima to, je sicer 6-krat večja verjetnost, da boš lahko kaj od njega dobil, so tisto, kar ne želiš, ampak ni nujno. Največ se mi zdi, da pač, tako kot opažam, je iz okoljskih dejavnikov. To pomeni, na primer, kakšna zgodnja travma, tudi vemo, da travma vpliva na razvoj možganov, da drugače funkcionira oziroma da se ne razvijajo vsi deli tako, kakor bi se sicer. Potem majhen otrok, recimo, zelo zrcali svoje starše oziroma pomembne druge. Zdaj, če je mama v eni situaciji, ko pride neznanec, pa jo nekaj vpraša, pa ta mama se zakrč, potem bo otrok enostavno pobral to po njej in se bo tudi on zakrčil. In bo rekel, ko me odgovori neznanec, je nevarno. Včasih tudi kakšno ponotranjenje ni pomembnih drugih, ko mama reče, joja, veš, koliko je grozen, ko te vsi tako gledajo, in on pa tako pogleda okrog, ja, verjetno pa res, če me takole kam grem, me vsi gledajo, in to je spet nekaj, kar on ponotranji. Ja, od teh okoljskih je tudi, da majčkeno še gledam, kaj je tako pomemben, mogoče način vzgoje oziroma tip družine, v katerega se otroci rodijo, posameznik rodi. Če je to ena taka zaprta družina z manj stikov, potem nima priložnosti v bistvu, da se uri v socialnih veščinah, da ima priložnost situacije, kjer bi lahko to stestiral. In avtomatično je pol prikrajšan za kakšne izkušnje, ki bi jih sicer imel. In pa način vzgoje, to se pravi zavračajoči, preveč protektivni, kritični, nadzirajoči starši, to je vse nekaj, kar lahko vpliva, ni pa nujno, ker nekaj rezilientnosti ima vsak posameznik v sebi. Eni živijo v zelo slabih razmerah, pa se zelo dobro v bistvu čez spravijo. Ja. Dajmo eno vajo narediti, pa boste pozorni, kaj se pri vas dogaja znotraj. Mogoče lahko tudi oči zaprete, posedete. Bomo probali odigrati enega tazga, bom probala odigrati enega starša, tazga in tazga, pa boste videli, kaj se dogaja noter pri vas v telesu. In ta starš bo seveda govoril. Gremo najprej na ta prvega. Pas, kaj delaš? Ne! Ne tako. Previdno. Ja. Ste začutili? Ja. Je bil odziv, vidim enega gospoda tukaj, ki kima, da je bil odziv. Ja. Zelo se čuti to. In otrok še toliko bolj čuti, ker on se uči, on je senzibilen, opazuje, kaj se dogaja okrog, on iz tega, od tega je odvisen, kakšne mehanizme, kakšne vzorce bo prevzel, kaj mu bo koristilo. In če mama reče, previdno, joj, nekaj je, Ok, zdaj pa gremo še enkrat, pa tudi kar zaprite oči. Ja, super. Ja, poskus. Vse je šlo. Ja. Dobro ti gre. Super. Kako je bilo pa to? Boljše. Super. To je bilo pa za potrkljati, take starši bi vsi. Ja.
Ampak če bi zdaj dvignil, kdo imel povsem dobre starše, ne, tako že ne bi noben čist roke dvignil ali pa bi tako na pol. Ampak pomemben je, da je pretežno dobro, da imamo dovolj dobre. Tako da to je ena stvar, okoljski. Ne. Potem so še družbeni dejavniki, to so v kakšnih posebnih kulturah ali pa okoljih, to se pravi, kaj se tolerira, kaj se ne tolerira, kakšna so pričakovanja. Naprimer, Japonci morajo biti zelo prijazni. Njim je pomembno, v njihovi kulturi je, da so prijazni do onega drugega, da skrbijo za drugega. Ne. Tam ni prostora, recimo, da bi se on na nekoga res razjezil. Ne. Kar pomeni, da inhibira del sebe in je majčkeno bolj previden in zadržan. Ne. V 18. in 19. stoletju je bilo tudi, so bile te kulture, ne, dajmo skrivati, dajmo se zapeti, ne, in potem so ženske v bistvu, je bila zelo v razmahu takrat, ne, ja, te histerije in to, ker enostavno je bilo toliko tega noter, da nekam je mogel iti ven. Ja, in še ta zadnja, ko smo rekli, biološki dejavniki, struktura možganov, to je pa nekaj, kar je v bistvu prirojeno in se že zelo zgodi opaziti tam nekje do 2. leta. In to je ta, ne, ko smo prej rekli, ne, to se pravi pretiran jok, izjemen umik otroka. In če bi pogledali njihove možgane, bi tudi videli, da imajo pač v tem limbičnem delu, srednjem delu, v področju amigdale večji pretok kaj ne rečem, ne tekočin, ampak bolj aktiven je, no, v glavnem aktivnejši del. Večji pretok informacij. Ja, bolj responsiv, bolj odziven. Ja. Katere vrste terapij pa so najprimernejše za to soočanje, za soočanje s socialno anksioznostjo in pa mogoče kako se te terapije včasih lahko kombinirajo tudi z zdravili? To je zdaj tako nehvaležno, da vidim, kjer ga odkoliko bom pohvalila, pa kjer ga ne. Zdaj tako je, ne, če to ni preveč izrazito, ne, pa če ni preveč v nezavednem, potem ne, vse to, kar ste si danes pisali, lahko uporabite, pa imate samo pomoč. Ne. Kadar je pa to pri vas ali pa pri kakšnemu vašemu bližnjemu, da preraste, ne, da je to nekaj, kar ovira vsak dan, potem je pa pač ja, res na mestu mogoče terapija. Najbolj v bistvu pri tem pomaga pač po raziskavah kognitivno-vedenjska in pa sistemska družinska, s tem, da jaz ne bi izločila tudi kjerkoli druge modalitete, ker, kot vemo, je še vedno največ, kar v terapiji dobiš, odnos. Če ti vzpostaviš, in zato je zelo pomembno, da si najdeš terapevta, ki ti res, kaj ne rečem, paše, s katerim se ujameš, kjer je kemija. Ker tam, če dobiš v odnos to bližino, to varnost, boš lahko dobro delal, boš lahko povedal te svoje stvari, ki jih mogoče ne bi nikomu. Tudi recimo, da te je sram, da te je strah. Strah še poveš, ampak da te je pa sram, pri nečemu je pa že malo težji. Mora biti pa nekdo, ki ti je res, ki mu lahko zaupaš. In to zaupanje pač ni samoumevno, ne, mi terapevti ga moramo dobiti. Ne. Tako da, ja, mogoče gremo zdaj najprej, bi šla kar tako, no, da najprej pogledamo, kaj lahko dobiš kot samopomoč, kaj lahko sam narediš, kaj lahko narediš s terapijo, pa kdaj pol pride v poštev zdravila. Ne. Tako da, svinčnike v roke. Če imate kakšno vprašanje specifično, ste lepo povabljeni, da ga vmes napišete tudi v chat, bomo poskušali odgovoriti. Tako da svinčnike v roke pa tipke pod prste. Tako. Zdaj, kadar ni prehudo, si lahko pomagate sami. Ne? Eno je zdrav način življenja, s tem, da to ne obsega samo hrano pa šport, ampak tudi spanje, vse, kar vas res veseli pa sprošča, to se pravi ples, glasba, filmi, knjige, nekaj, ki vas napolne, ne? Nekaj, ki vam da eno vsebino, nekaj, ki vam da eno tako močen občutek sebe. Potem izogibanje bližnjicam, ne? Kaj mislim pod bližnjice? Pod bližnjice mislim, ne, veš, da bo ena zabava, malo ti je zoprn, pa še dva sta taka, ki sta malo bolj zahtevna sogovorca, ma dajmo nekaj spiti, pa če bom še enkrat skadil, bo pa, ne, majka, pa se bom pa odrezal. Ja, ne gre tako.
ker zdaj berem eno knjigo. To se pol zgodi, ne? Zasvojenost pride lahko do tega, ne? Ker tlele je en tak, tole bom kar prebrala, no, ker ne bom na pamet. Evo. Kje se začne zasvojenost, ne? Ciklus zasvojenosti, vodnik v 5 točkah. Najprej je bolečina, ali strah, ali sram, ali krivda, ali samota. Potem je uporaba zasvojljive snovi ali vedenja, alkohol, hrana, seks, ja, tudi seks, dela, soodvisni odnosi, karkoli, nekaj, kar nam omili ta občutek, ne, majčkeno ga zamoti. Potem so posledice, to se pravi, kadar vidiš, da greš preveč daleč, so posledice, ne. Zdaj, če ti spiješ kozarec in ni posledic, pol to ni to. Če imaš pa ti pol težave, pa kaj pozabiš, pa pozabiš v službo, pa te nekdo drug grdo gleda naslednji dan, ko si mu nekaj rekel, ja, pol je to. In potem si spet tam, ne, v tem istem krogu noter, to se pravi, te je sram, se počutiš neadekvatno, neprimerno in se krog spet zavrti lahko, ne, tako da bližnjic ni. Na pomembne dogodke prideš prej. Tukaj mi je en lep primer, ki sem ga zdajle imela 14 dni nazaj, z eno klientko, ki mi je tako lepo povedala, kako je ona v bistvu prišla prej. Imeli sva neobičajno terapijo, imeli sva terapijo ob kosilu kot način soočanja, postopnega soočanja s situacijami izven varnega, izven poznanega, ne. In je rekla, veš, jaz sem šla najprej pogledati prostor in je bil to prvi korak, spoznala je prostor, preden sva midve skupaj šle tja. Potem sva šle skupaj tja in sva imeli midve dialog. In je v bistvu z mano. In potem sva imela vse skupaj, pravzaprav in prostor in dialog. In to je bilo tisto počasno soočanje, korak po koraku, ne. In to, da je prišla prej, ne. Pomembno je, da se zavedate, da se vedno izražate v prvi osebi ednine. Mislim, čutim, vidim, doživljam, o tem imam svoje mnenje. Da izražate svoje potrebe. Zdaj, tle imam primer. Bilo bi mi lažje, če bi mi poslušal, ko ti govorim, pa naprej tralala, karkoli pač poveš. Ali pa, želim, da veš, da mi je pomembno, pa dodaš. Zelo taka luštna strategija je tudi, da postavljaš odprta vprašanja sogovornikom, ne. In medtem, ko odgovarjajo, imaš čas, da opazuješ sebe. Glej, no, glej, to počnemo terapevti. In si kupujemo čas, ne. Ne kupujemo si časa, pač pustimo prostor, ampak super bi bilo to, če uporabite v vsakem vsakodnevnem pač dialogu, kakorkoli. Ker medtem, ko boste poslušali, nekdo bo govoril, on bo itak zadovoljen, da vam lahko nekaj pove. Vi boste pa lahko pozorni najprej na sebe, potem pa na to, kar pove. Nekaj boste zvedeli, pa še sebe boste v bistvu pomirili, nič vam ni treba narediti, ne. Sčasoma boste pol tudi ugotovili, da lahko tudi vi kaj dodate zraven, ne. Ampak tako se začne. Ena knjiga, ki si jo lahko preberete, ali pa ki si jo mogoče lahko kdo prebere, ki ima težave spoznati ljudi, je klasika, ne vem sicer, kako se izgovori, no me lahko kdo popravi. Napiše se Dale Carnegie, ne vem, ali je Carnegie. Kako si pridobiš prijatelje, je naslov knjige. To je že 30 let stara knjiga, ampak je tako legendarna, tako da to je res must. Potem to lahko tudi naredite, da ne skrivate, zdaj smo že majčkeno 45, da ne skrivate tesnobe, ampak da jo izraste. Meni je pa danes na webinarju kar, ne. In tako dam del tega ven. In isto lahko vi v enem dialogu lahko isto rečete, ne. Ja, veš, mi je pa kar naporen tako, ampak glej, ne, bom. Da ne poskušaš kontrolirati tesnobe, ne, ker čutiš, da se spet prikaže ena misel, joj, a bom jaz to lahko, bom zmogel, ne jo odriniti. Imejte en tak dialog notranji, kaj mi hočeš povedati. Opozoriti me prišla. Sam zdajle me ne rabiš, veš, se bom jaz to zmogel. To se pravi, daš prostor, ne odrivaš, ko jo spustiš noter, ima manj naboja.
bo šla prej mimo, kot pa če jo boš nekam tiščil, ne. Dihalne vaje smo že dali skozi in pa narediš bucket list. Kristina, da mi pomaga, v slovenščini bi to bilo bucket list? Spisek zadev, ki jih hočeš izvesti v svojem življenju ali pa doseči, doživeti. Ok, ja. Pa narediš recimo v tem primeru bucket list najljubših strašnih situacij in se jih lotiš, ne? In začneš z najmanjšim. In če je ta preveč, jo daš na več korakov, ne? Tako kot je ta moja klientka, recimo si sama v bistvu že razdelila na več korakov, kaj bo najprej naredila, kaj bo pol naredila, pol preden bo do mene prišla. Zdaj sem tukaj en tak klasičen seznam, ne? Nekdo, ki ima težave z navezovanjem stikov. Najprej je mail, pol je SMS, je že malo bolj oseben, pol je klic, pol je situacija, kjer ne rabiš izražati nič osebnega, ne? Si udeležen, ampak ne rabiš sebe deliti. Pol je situacija, ker deliš že svoje stališče. Pol je zabava z 10 povabljenimi in pol si zvezda večera. Recimo. Dobro, to smo zdaj oddelali, samo pomoč. Če gremo zdaj na terapijo, ne? Koga lahko zberete, kdo je najbolj primeren, ste zdaj že približno dobili sliko. Zdaj mogoče bom samo pisala, kaj približno delamo, ne? Na terapiji običajno delamo na tem, da postopno soočamo s tistim, česar je klienta strah, ne. To se pravi, jaz imam 2 primera, enega se zdaj spomnim čisto iz glave, je, ko je nekdo rekel, da ima zelo težave v službi na sestanku se izpostaviti. Potem sva šla najprej, dvakrat sva šla vizualizirati, ne, in mogoče majčkeno šla v trans, okej, kaj se dogaja, ja, sem prvi prišel, aha, super. Kaj vidiš? Ja, sodelavci prihajajo, aha, super. Kaj se bo zgodilo? Ja, jaz bom mogel nekaj predstaviti, aha, kako pa predstavljaš? Ja, zdajle sem prižgal računalnik in sva šla tako, 2-krat. Potem je on tu najprej prisostvoval pri enemu kolegu, ki je delal, in potem na koncu je še on v bistvu tudi naredil to prezentacijo v živo, ne, tako izgleda nekako. Potem to, da se učimo socialnih veščin, to je predvsem za tiste, recimo, ki so imeli manj stikov, ne, da igramo igro vlog, dialoge, preokvirjamo poglede na situacije, na prepričanja, dajemo alternativo negativnim mislim. Recimo en primer je, osramotil se bom, nekako pol, ne, ampak to ne jaz, ampak klient sam pride do tega, naredil bom kar lahko. To, kar lahko, ljudje me poznajo, videli so me v dobrih stvarih, videli so me v slabih stvarih, I will do my best and I rest my case, ne, in to je to. Zelo zanimivo je včasih, ko, zdaj smo že skoraj pri koncu, ko dam klientu, ki pride v terapijo, da napiše svojo zgodbo življenjsko, naslov pa 5 poglavij. In jo napiše in rečem, no, zdaj jo pa spravite. In potem na zadnjem ali pa na predzadnjem srečanju rečem, no, zdaj pa še enkrat napišite zgodbo. In potem to primerjamo. In je isto življenje, isti klient, ampak zgodba je pa čisto druga. Tako da to je nekaj, iz katerega vidimo, kako v bistvu je to, kar vidimo, subjektivno in to, kar doživljamo, subjektivno in kako lahko to tudi spremenimo, te svoje zgodbe. Zdaj mogoče zdravil niti ne bi, ker se mi zdi, da je to področje, to se pravi, kadar je res prehudo, je vsaj na začetku fino, da so tudi zdravila. S tem, da bi poudarila, da se ne pretirava z anksiolitiki, to so tisti, ki povzročajo odvisnost, da se potem mogoče raje dogovori s psihiatrom za kakšne antidepresive. In pa zelo pomembno, da se terapevtu pove, da jemlješ antidepresive in tudi, če jih vmes nehaš, da tudi to poveš. Zato, ker vsa ta kemijska, kako ne rečem, zdravila vplivajo na delovanje in tudi v bistvu na samo percepcijo. Vem, da so delali eno raziskavo z mišmi, pa mislim, da je bil alkohol, nisem čisto sigurna. In kako so one šle skozi labirint, no, in so jih najprej v bistvu dali mislim, da je bilo na alkoholu, no, in so jih najprej spustili z alkoholom in so najdle, potem pač lovile so se, najdle so ono pot, ampak so jo najdle. Potem so pa iste miši pustili, da so bile, ne, sober, brez Trezne. Trezne, hvala. Da so bile trezne. In so jih spustili v isti labirint.
in miške niso najdle poti, zato ker so bile takrat, ker tisti njihov spomin je bil vezan na tisto pot. Zato je fino, da tudi, ko se gre dol iz antidepresivov, recimo, da se to pove, da se pol vseeno še vse te veščine še enkrat mogoče majčkeno obnovi, da tudi v tem drugem stanju zavesti v bistvu to osvojimo. No? Tako da to je to. Evo. Na tej točki bi jaz prebrala vprašanje iz četa. Najprej, gospa, hvala za pogum, da ste napisali vprašanje v čet, ker v končnem govorimo o socialni anksioznosti in je tudi to nekaj, kar se lahko opazi, da se dejansko nekdo potrudi in napiše javno v čet vprašanje. Tako da trenutek za to. Gospod zanima, kakšne tehnike pomagajo pri tem, da ne bežiš v afektu v izolacijo, ko si v hudi tesnobi, da zaradi izolacije gospa onemogoči drugim, da bi lahko pomagali in hkrati je vedno znova v začaranem krogu občutkov krivde, ker je nespametno ravnala. To se pravi, a ta gospa zdaj hoče drugi gospe pomagati, jaz to prav razumem? Mislim, da sebi. Pa katere tehnike pri sebi uporabiti? Pri sebi. Aha, ok, sebi. Prav, drugi ne morejo. Ja, ne vem, kdo je na drugi strani, ampak v vsakem primeru je to stik. Nekdo se boji stika, ne? Si ga želi, pa se ga boji. Jaz mislim, da je v tem. To se pravi, na drugi strani se mora nekdo potruditi, da je res, da vzbudi zaupanje, ne? Da bo ona lahko to premagala. Ne? Ona pri sebi pa tudi v bistvu lahko pač je samo pač v tistem trenutku probal zavestiti, kaj se ji dogaja, ne, reče, ok, ja, čutim, res me je strah, ok, ja, ampak tole ni ogrožujoče, ne, mi ljudje imamo tudi ta sprednji del, ne, amigdala se jav, ne grem, ne morem, ni šans, umaknila se bom, zbežala se bom, ampak ta naš drugi del pa lahko pač sprednji čelenjski del možganov pa lahko reče, ne, se pa lahko aktivira in lahko rečemo, ok, samo to vseeno, tudi če grem jaz zdajle, pa če dopustim, da pridejo k meni, bom jaz preživela, ok, bom, lahko diham, lahko sem s tem, nič hudega se mi ne bo zgodilo, lahko dopustim stik. Tako, s tem, predvsem ozaveščanjem, stoječnostjo, kaj se dogaja, ne. S prepuščanjem, ne s kontrolo, ne, ker če rečemo, ne, ok, bom jaz držala, ni šans, šla bom čez, ne, ne vem, če bo na ta način šlo, ampak ja, biti čuteč do sebe, biti empatičen do sebe. Hvala. Lepo povabljeni tudi naprej, če ima kdo še kakšno vprašanje, da ga napišete. Zdaj pa, Jerneja, ali tudi terapevti kdaj čutite tesnobo? Ne, mi terapevti, mislim, mi smo jo čutili, dokler nismo šli na študij psihoterapije in potem smo šli na osebno izkušnjo in takrat naprej tudi trohice tesnobe ni več. Da vidim, da se rešite, ne bo šlo skozi, ne. Ne, ja, seveda jo čutimo, jaz jo danes čutim, danes sem jo čutila, ker sem se vrgla v vodo, pa sem šla nekaj na televizijo povedati, ampak jaz sem vsakič vesela, kadar me Kristina ali pa Nataša kaj takega tako malo spodbudita in se vedno odzovem, ker se mi zdi, da je to vedno priložnost, ne. Ja, seveda ne bi šla zdaj, ne vem, kaj narediti, ne bi šla čez sebe in to tudi pri vas pomembno, da ne greste čez sebe, da naredite, ampak en majčken korakec pa lahko naredite, ne. Danes lahko nekoga pokličete pa vprašate, kako pa si, ne vem, nekomu je to zelo težko, ne. Ali pa SMS napišete, ampak ti mali koraki. A so ljudje s tesnobo, socialno tesnobo lahko uspešni? So. Evo, tle bo pa zdaj zgodbica za lahko noč, da ste lahko spali. Jaz si rečem volčja zgodba. To je moja zgodba drugače. Jaz sem bila v družini, zelo zaprti družini, s starejšim bratom pa sestro, ki sta se odselila, tako da sem ostala sama z zelo starimi starši. Mama me imela pri 47, tako da, ko sem bila jaz najstnica, je bilo to že kar precej let njenih.
Živeli smo v eni hiši na robu gozda, brez socialnih stikov in jaz sem bila cele dneve v zunji v Škornjih, tam nekje na podeželju in brskala po enih ribnikih in tako. V glavnem nisem imela nobenih stikov, pač v šoli minimalno in tako. In sem imela ful težav, ko sem prišla v srednjo šolo. In zelo veliko težav, ko sem prišla na fakulteto in potem v svojo prvo službo, za katero sem še danes hvaležna, da sem stopila v stik, da so mi povedali marsikaj, kar nisem hotela slišati in da sem se ob njih lahko učila. Ampak pol se pa ne vem, kje je zgodilo, da v bistvu se je to nekako zasukalo in sem iz tiste inhibirane osebe ratala majčkeno bolj družabna. Ja, ta knjiga, ko sem vam prej rekla, da je 30 let stara, kako si pridobiš prijatelje, je bila sigurno en tak breakthrough. In sem poskušala in sem se vrgla v nove situacije in vode in potem sem kar naenkrat postala, jaz sem bila prej v gospodarstvu, to da še povem, preden sem šla v psihoterapijo, in sem pristala v marketingu in sem mogla govoriti. In potem sem bila vodja marketinga in na koncu sem bila regijska vodja v maloprodaji, ob tem sem študirala in zdaj sem ratala psihoterapeutka. In tisto, kar sem vam prej rekla, zdaj, če bi prvo zgodbo svojo opisala, je bilo ena mala punčka, blatna, kot volčji otrok, ki se ne zna pogovarjati, ki ne zna prijateljev dobiti, ki ne zna stikov vzpostaviti, Ampak če zdaj pogledam to zgodbo, jo vidim čisto drugače. Da se mi je moglo ti zgoditi, da sem lahko razvila vse to, kar sem danes, da sem lahko danes tukaj. In da ste lahko vi tudi na isti poti. Da zdaj zapišete eno zgodbo in da boste imeli čez 5 let čisto eno drugo zgodbo. In vam jo iz srca privoščim. To je to. Mene se je kar dotaknilo, precej. Še eno vprašanje smo dobili v chat, mogoče tudi malo povezano s tem. Ko ste omenili, da je lahko eden od faktorjev za pojav anksioznosti travma, me zanima, ali nas lahko ta travma zaznamuje. Je popravljiva v celoti s pomočjo terapije, sprašuje gospa. V vsakem primeru lahko izboljša. Ne vem pa, če lahko prav čisto vsak del travme zdaj predrugačimo. Ampak se naučimo, da je to naša rana. In da lahko z njo živimo in da jo lahko pogledamo in ne rabimo vsakič več jokati, ko jo vidimo. Ampak rečemo, ti si moja rana, no pejva. Ja, da se, mislim, marsikaj se da in tako iz prakse in iz svojih izkušenj. In je zelo dragoceno probati. Ja. Dragi poslušalci, hvala vam za vašo udeležbo. Jerneja, tebi najlepša hvala za tole poglobljeno in pa čuteče predavanje oziroma pogovor z mano. Lepo ste vabljeni, da se nam pridružite tudi na drugih dogodkih v mesecu oktobru. Jerneja, pa kot sem rekla, zadnjih par besed jih še tebi namenim par sekund. Pa v bistvu upam, da bomo še kdaj lahko izvedli kakšen podoben webinar, ker vsaj meni, upam, da tudi vam poslušalci, dragi, je bilo zelo prijetno. Hvala. Kaj naj rečem, dragi poslušalci in udeleženci, pišite svojo zgodbo. Napišite jo zdaj, pa raste skupaj zgodb, koliko bo zgodba rasla, tako boste vi. In tam, kjer ste začeli, ni nujno, da boste tam končali, tako da poti je neskončno. Zberite si jo. Hvala lepa. Lahko noč sem skupaj. Lahko noč.